Drage gledalke in gledalci, z menoj je Janko Stušek, lepo pozdravljeni. Enako, hvala lepa. V letih 1998, a sem prav rekel, Prav? do leta 2014, Ja. nekdanji župan občine Radovljica. Ne, do 2010. 2010, drži. Tri mandati. Trije mandati, Ja. to je 3x4, 12 let. Ne? 20, to je bilo jeseni 20. novembra. Aha. Gospod Stušek, v preteklosti je bila Radovljica del velike občine, ki je vključevala tudi Bled in Bohinj. Po osamosvojitvi Slovenije se je občina razdelila na 3 samostojne občine. Radovljico, Bled in Bohinj. Drži. Tako. Ja. Leta 2006 pa se je od občine Bled ločila še občina Gorje. Ne? Skratka, danes so na tem območju 4 občine. Tako. Se pravi Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. In Gorje. Mi ta pogovor delamo tudi v okviru projekta Gorjanska kronika, ne? Tako da mogoče malo več poudarka na občini Gorje. No? Ampak preden greva na pogovor o razdelitvi na več občin, vas bi vprašal, kaj se vam je najbolj vtisnilo spomin iz vaših let županovanja v občini Radovljica? Težko rečem, kaj najbolj, ker je kar nekaj teh spominov. Ampak morda ena od pomembnih vtisov je bila prav delitev premoženja med 3 občinami. Bled, Bohinj in Radovljica, ker to je pravzaprav bil prvi večji projekt in prva zadolžitev po prevzemu občinske oblasti, tako lahko rečem, torej po novembru mesecu, ko so bile volitve 98. No in zanimivo je bilo tudi to, da smo bili prvi, ne, nismo bili čisto prvi po osamosvojitvi, jaz sem bil drugi župan, ampak prvič se je zgodilo, da smo v vseh 3 občinah, torej v Bohinju, na Bledu in v Radovljici bili župani Bohinjci, po rodu iz Bohinja. Kramar Franc v Bohinju, Boris Malej na Bledu in jaz tu v Radovljici. In seveda človek bi skoraj pričakoval, da bo glede na nekako prirojen temperament bohinjski šlo gladko o delitvi premoženja, pa ni šlo. Že zanimivost je bila v tem, da ko se je delila občina, prejšnja velika Radovljica, ne, po sistemu, po zakonu o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet 94. leta, pravzaprav stopil veljavo nekako s 1.1.95, je bil referendum pred tem za delitev občin in ni uspel na tem teritoriju. Ljudje niso bili za to, da se razdeli občina Radovljica. Kakšen je bil pa vaš osebni odnos do te razdelitve? Moj osebni odnos je še vedno enako, tudi zdaj zagovarjam delitev občin in zagovarjam delitev skupnosti, ki živi na nek način kot skupnost, ki ima svojo identiteto. Ne ovira me, ali so to velike ali so to male občine. Občina je pravzaprav neka enota s skupnim pogledom in skupnim načinom življenja, kar pomeni, ima skupen center in skupne satelite, ki so vaške skupnosti oziroma krajevne skupnosti. Zdaj, ali je to velika ali mala, to je čisto drugo vprašanje. Poglejte, občina Gorje ima danes približno 2700, pa še malo 2760 nekako prebivalcev. Celo nekaj manj kot takrat, ki je bila ustanovljena. Ampak občina Gorje danes živi kot svoja občina, kot celota, kot svojo identiteto, gorjansko identiteto, z identiteto Pokljuke in okolice. In zakaj bi to identiteto utopili v tako rekoč niti ne veliki, ampak vplivni občin Bled. Ker nehote nastane potem prevlada nekega centra, ki ima tradicijo večjo in ki ima seveda tudi število prebivalcev večje. In potem nastanejo konflikti in tako naprej. Problem je pri nas in naši ureditvi to, da mi nimamo nadgradnje nad lokalno skupnostjo. Torej, da ni pokrajin, ki bi združevale lokalne skupnosti za večje projekte. Male projekte, asfaltiranje, vodovode, ne vem, športne igrišča, šole in tako naprej, to lahko občine same upravijo. Večje projekte pa mora združeno. V Radovljici oziroma vsem prostoru bivše občine, bivše Gorenjske celo lahko rečem, je še vedno en zdravstveni zavod, ki vodi. Občina Radovljica, občina Bled, občina Bohinj, občina Kranj
in tako naprej, nimajo svojega zdravstvenega zavoda, ampak je Gorenjsko javno zdravstvo Gorenjske zavod, ki deluje kot regijska institucija in deluje dobro. Nič nismo imeli konfliktov. Torej, povezana je še vedno v večji celoti. To manjka naši skupnosti. Torej, zagovarjam manjše občine, zagovarjam občine, ki imajo svojo identiteto, ne glede kakšna je velikost. Seveda mora imeti pa tudi funkcionalnost. Čisto premajhne občine pa ne more biti. Ja. Nastanejo kadrovski problemi, nastanejo problemi z menjave župani, župani nimajo mandata, nimajo volilnega mandata, lahko so izvoljeni kolikor hočejo, oziroma kolikor jih ljudje prinesejo, iz svoje prakse pa vem, da to ni dobro in ni produktivno. Ja. Torej, to je širši pogled. No. Skratka, vi menite, da je razdelitev prinesla boljše upravljanje, boljšo skrb za lokalno prebivalstvo, plus identiteto, ko pravite. In prinesla je tudi boljši učinek na porabo denarja. Vedno manjša skupnost zna bolje obrniti mali denar, kot pa velika skupnost. Velika skupnost rabi velike projekte in tudi velike denarje. Mala skupnost s malim denarjem lahko veliko naredi. Ampak kje pa mora biti vidite slabosti? So pa velike slabosti, pri premajhnih občinah ni kadrovske izmenjave, bazeni so premajhni, kar pomeni, da ta jedro občine ni bil zadosti, je biti bila tendenca nekaterih ljudi, ni pa bilo zadostne vitalnosti za tisto skupnost. Če jedro se ne obnavlja, če ne raste, če nima svojih notranjih nagibov in možnosti za razširitev, kot naprimer Radovljica ali Bled na konec koncev, ali Bohinj, ki je pa čisto svoja identiteta, potem, če tega ni, potem seveda začne občina zamirati oziroma saj stagnira. Vedno so isti župani, na nek način se isto dogaja, vedno se nekaj začnejo pritoževati, padajo ambicije županov, izvolitve so zelo, bi rekel, skoraj da privatne, in to so pa vse težave in to so slabosti. Gorje, naprimer Gorje, s tem svojim malim številom prebivalstva, po zakonu niti ne bi mogla biti občina. Gorje imajo, kot sem rekel, 2700 ali 2800, približno 2760 prebivalcev, ni podlage po tem sistemu. Podlaga je bila v dopolnitvi zakona oziroma v tistim členu, ki govori o zaščiti gorskih občin, o zaščiti obmejnih občin, o zaščiti takih občin, ki so predaleč od centra in potem imajo svojo identiteto, nimajo pa svoje vitalne sposobnosti. No, in občina Gorje je znala dobiti svojo vitalno sposobnost, tudi v malem obsegu. Se širi, gradi, meni je župan sedanji rekel, da toliko denarja, kot ga imajo Gorje danes, ga niso imeli nikoli v zgodovini, in ta denar tudi potem lahko koristno obračajo. So naredili sporazume to, kar rabijo z drugimi, imajo naprimer redarsko službo povezano, ostali so pri knjižnica je še vedno za vse 3 oziroma 4 občine skupna, tako da se da dobiti skupne, ampak še enkrat, bolj skupne povezave za večje projekte in tudi razbremenitev države bi bila ustanovitev pokrajin. Pa kaj to bi bila? Ni, ker jo nismo naredili. Sva se zadnjič pogovarjali, v ustavi je, Ustavi je. Ampak lahko se ustanovijo, ne pa morajo. A je to misija mogoče sploh? To je misija nemogoče. Ker če bi bila misija mogoče, bi v teh 30 letih že to ustanovili. Ali denar, ki je namenjen lokalnim skupnostim, bi bilo, seveda, če bi bile pokrajine nadgradnje lokalnih skupnosti, ne pa spustitev države. Zakaj ni moč se dogovoriti za regije, za neke skupne interese, ki povezujejo določene občine? Jaz mislim, da so to čisti politični interesi, pa premalo, bi rekel, ta integracija, vse so bili poskusi. Ja, poskusi so bili, ampak neuspešno vse. Ja, zato ker se začne potem drobiti in nihče ne odloči o velikosti tega, ker spet ni nekega, bi rekel, logičnega pristopa, kaj je. Čeprav v resnici mi imamo nekaj pokrajin, ki funkcionirajo, imamo statistično regijo. To je drugo, imate poštno, imate... Drugo, ampak to so tako ustanovljene. Na tem bi morali zgraditi, kaj že funkcionira. Ampak država, politika tega ne bo naredila. Politika bi morala dati denar za to. In izgovor je, da se denar
ne sme drobiti, ker s tem drobimo in gradimo birokracijo. Ampak mi smo država, kar pomeni, mi imamo in moramo imeti enake mehanizme kot mala država, kot jih ima velika država. Slon je gromozanska žival napram miši, ampak mehanizmi so pa podobni. Ravno tako imate oba srce, ravno tako imate oba končina in tako naprej. Torej, mehanizem je podoben in mi ga pa nimamo. Mi imamo trenutno odnos občina, država, vmes ni nič. In potem si razumljivo, da občine hodijo na državo in se pritožijo čez državo. Saj niso niti odgovorne za vse ostalo in drugo. Ja, ampak ko se je sprejemal ta ustava, ne, je misel na pokrajini. So misle, ne. Ampak sem pred leti intervjuval Franca Grada, ki je bil v tej komisiji, ne, on je rekel, da niso hoteli napisati notri, morajo se ustoriti iz razloga, ker komaj smo ustanovili državo, zdaj bomo pa že razbijali na neke kose. Največji strah je bil v tem, da ko nekdo pride z idejo, so bili poskusi, še ko sem bil župan, so bili poskusi ustanovitve pokrajin. Nastane iz recimo 8 ali 10 pokrajin, ki so funkcionalne, naprimer Gorenjska je ena Gorenjska. S sedežem v Kranju, s centrom v Kranju, ki je bil nekoč v Jugoslaviji razvit mnogo bolj kot danes, za tiste čase. In takoj sta dve ideje, Zgornja Gorenjska in Gorenjska. Ni Spodnja Gorenjska, ampak Zgornja Gorenjska in Gorenjska. To so spet politične ambicije oziroma želje županov. Ja, tu ne moremo leteti na državo, ampak v bistvu na župane, ki se nekdo mora koordinirati, pa ne. Nekdo z pravo idejo, z avtoriteto, s prepričevanjem, s načinom stika, ne začeti s idejo danes pa jutri kar odločati, ampak bi je morali vcepljati, vnašati, komunicirati z župani, z ljudmi, s pokrajinom, bi morali počasi zgraditi in potem odločiti. Za konec bi vas vprašal, 12 let ste bili župan Radovljice. Kakšen bi bil vaš morebitni nasvet županom novih občin, recimo Gori, Bled, Boh in tako naprej? Oziroma tu na Gorenjskem ostanimo. Take nauke delite zelo težko, ampak ravno to, da niso atomizirani. Da ni vsaka občina z mejo tam, ki jo moja administracija določila, in potem me nič ne briga čez. Ker so tako povezani kraji, zlasti bivša občina ima še nekaj te tradicije, tudi občutka je še ostalo, da rečemo turizem Bled in Radovljica, turista, če vprašate, ne bo, jaz sem imel izkušnjo življenjsko, imel sem tu japonskega ministra za finance, malo starejši je bil, in je z Bleda na večerjo prišel v Radovljico k Klecnarju, mu se ni zdel, da je kam šel. Teh par kilometrov vmes, no ni nič predstavljalo, ni še kar mislil, da je v istem kraju. In se je začudil, da je to zdaj neka druga občina, ker to pa poznajo tudi oni. Ko sem bil na Japonskem, sem bil v občini, ki je štela 500 000 prebivalcev. Ampak to je bil predmestje Tokija. No in ta povezava, ti stiki med župani, kjer se sicer trudijo, ampak je različen pristop, je zelo pomemben. In iz prakse vem, da se je dal marsikaj urediti, da se da dobiti podpora, skupni nastop. Naprimer, Blejska obvoznica, ki jo država gradi do Bohinja in na Gori, ki jo država gradi že od leta 60. In od leta 60 je to aktualno, ko je bila zgrajena tudi cesta skozi Sotesko obnovljena, oziroma mimo Nomenja je bila obvoznica. Od takrat je to aktualno. Ali nikoli nisem slišal, da bi 3 župani, ali pa celo 4 lahko, se začne že v Radovljici kolona, da bi skupno nastopili kot enotno, da dosežejo, da vendar Ministrstvo za promet oziroma za infrastrukturo odloči, da poleg tega krožišča, ki zdaj nikomur nič ne služi, zgradi dalje. Ker se da dograditi ta obvoznica, ni tak problem. Bila bi pa velika korist za Bohinj, za Bled, za Gorje in za Radovljico. Ampak župani niso še skupno nastopili. To je nasvet. Skupni nastopi za skupne projekte ali skupne probleme. V redu. Hvala za pogovor. Prosim.